kakšen plakat za v šolo, če kdo rab. To so ptice okoli vašega doma. Daj tukaj lepo čakaj. To je sploh za otročke, in si vzad pol popisuje lepo lahko. Tole je prav fino. Evo. Vam jih tudi več dam. Kar imam ne, evre puste. Ja, evo, lej. Dikca na okno, ki spremljamo, pa vraca ni. Katerih nas manjka, jih jemeljte, prosim. To najbolj nazaj nosa. Imamo pa polskih zelo velikih domačih, ki so pa najbolj pogosti, pa tudi dva. En pride ali pa dva. Zadevco. Z katerega konca ste vi? Seznam opaženih vrst, to ni to. Ja, z Ljubljane so sposodili, so si ga kar zalepčili. So ga imeli dolg. Čakamo pa Dragano. Zeleno. Pa še nisem vas Čujejo. Črnoglav. Nekako po oceni se ne bi selili tam okoli 5 milijard ptic iz Evrope. Sama to ogromna številka. Od tega jih nekako pravijo, da tretjina se jih nikoli več ne vrne. Se pravi, milijardo pa pol nekakih med potjo ali jih pogine, ali jih postrelijo, oziroma so plen, hrana, čemu drugim. Tako da to je tako nekako, tako da potem, ko smo malo bolj pozoren, pa vidiš, da je tega ptičjega sveta ogromno. Jasno, tako kot smo cel svet že zasvinali, smo rekel, ne vem, da uničujemo stvari in se nekako prilagodijo in potem tudi funkcionirajo. Najbolj na udaru so trenutno ptice, prav to so pogorevček, šmarnica, no šmarnica niti ni to, šmarnica se je prilagodila, pogorevček, potem, tako kot ste prej rekli, kakšna zelena žolna, potem vijeglavka, veliki skovik, čuk mu pravijo tle na Dolenjskem, sovica mala. No, določene vrste so pa tudi že zginile, nažalost pri nas kot gnezdilke. Ravno zaradi tega, ker pač smo toliko spremenili okolje, predvsem zaradi tega. To je to, jaz bi vam kar med potjo še kaj povedal, če imate karkoli za vprašati.